Sicer tle piše gora, 1909-1924, to je v bistvu obdobje, ko je bil Josip Mantovani direktor Deželnega muzeja za Kranjsko, ampak več ali manj se bomo pogovarjali o njegovi razstavi, ki jo je postavil 1914, pa potem seveda jo skušali primerjati, pa videti, kaj se je potem s to razstavo oziroma s to zbirko kasneje tudi zgodilo. V svojem članku o lokalnih muzejih iz leta 1911 je Max Dvoržak izpostavil, da se je v nekdanji avstro-ogrski preobrazba muzejev iz kabinetom redkosti in čudes podobnih ustanov brez ustrezne zbirateljske politike v sodobne muzeje odvijala nekoliko z zamikom, šele na prehodu iz 19. v 20. stoletje, predvsem pa ne povsod enako uspešno. Tako je ugotavljal, da je za avstrijske muzeje, zlasti lokalne, značilno, da so glede svoje organizacije na zelo različnih stopnjah. Zato je potem posledično tudi predlagal smernice za oblikovanje okvirnih programov delovanja lokalnih in drugih teritorialno zasnovanih muzejev. Poleg hierarhičnega teritorialnega vidika zbiranja posameznega muzeja je kot bistveno nalogo njihovih zbirk izpostavil predstavljanje kulturnega in umetnostnega razvoja na območjih, ki so jih pokrivali. Da njegove smernice niso naletele na takojšnje oziroma vse splošno odobravanje, je razvidno iz njegovega predavanja 4 leta kasneje, v katerem je omenjal še vedno sporne prakse nekaterih muzejev oziroma celo izrecno govoril o različnih mnenjih glede namena in programa delovanja muzejev. Eden od muzejev, v katerem se je proces načrtne modernizacije uspešno zagnal celo že 2 leti pred izidom Dvoržakovega članka, je bil Deželni muzej za Kranjsko. Osrednja osebnost njegove modernizacije je bil Josip Mantovani. Kot se spominja v svoji avtobiografiji, je leta 1908 na željo novo oblikovanega Kranjskega deželnega odbora napisal program reorganizacije muzeja, ki ga je ta potrdil in na podlagi katerega je bil nato septembra leta 1909 imenovan tudi za ravnatelja muzeja. Takoj po nastopu službe se je lotil modernizacije, kot jo je zasnoval v svojem programu. Ta je temeljil na 2 spoznanjih. Prvič, da je glavno poslanstvo modernega muzeja izobraževanje, zato organizacija muzejskih zbirk ne more več temeljiti na načelu kopičenja in nesistematičnega združevanja raznovrstnih predmetov. Drugič, da je temu poslanstvu potrebno prilagoditi tudi način razstavljanja muzejskih predmetov. Samo premišljeno izbrani, razstavljeni in s potrebnimi dodatnimi informacijami opremljeni predmeti namreč lahko ustrezno nagovarjajo muzejskega obiskovalca. Modernizacijo muzeja je zato osredotočil na reorganizacijo zbirk ter prenovo njihove prezentacije. Oboje bi zahtevalo obsežno povečanje prostorskih zmogljivosti muzeja, česar se je zavedal že ob pisanju svojega programa. Kljub temu, da je že v prvem letu po nastopu službe začel iskati rešitev tega problema, Mantovani v 15 letih vodenja muzeja ni dočakal širitve muzejske stavbe. To pa ni pomenilo, da je opustil svoj načrt modernizacije. Nasprotno, do svoje upokojitve si je prizadeval tako za dopolnjevanje in urejevanje posameznih muzejskih zbirk, kot tudi za posodobitev njihove prezentacije. Le da se je pri tem seveda moral prilagajati prostorskim omejitvam obstoječe muzejske stavbe. V praksi je to pomenilo, da se je moral pogosto odločati med na eni strani smernicami sodobne muzejske prakse in drugi strani stvarnim možnostim njihove izvedbe. Lep primer nujnega kompromisa med Mantovanijevimi idejami in njihovo izvedbo predstavlja modernizacija muzejske zbirke slik, še bolj pa ureditev muzejske galerije. Kar se tiče same zbirke, novejše raziskave nadgrajujejo starejšo tezo, da je bila zbirka kot najstarejša javna muzejska zbirka slik pri nas sicer zelo pomembna, vendar pa naj bi jo Mantovani oblikoval brez usmerjene zbiralne politike in še v duhu romantične koncepcije likovne zbirke. Tako je, na primer, Mateja Kos na podlagi raziskave arhivskega gradiva, ki ga hrani muzej, izpostavila, da je prav obdobje Mantovanijevega ravnateljevanja predstavljalo njeno zlato dobo. Mantovani se je namreč dopolnjevanja zbirke lotil sistematično in na podlagi dobrega poznavanja razmer tako na področju trga starin kot tudi domače likovne produkcije. Poleg tega je imel široko mrežo muzejskih zaupnikov, ki so ga obveščali o dogajanju na terenu, vzdrževal pa je tudi številne stike z domačimi in tujimi starinarji, muzejskimi kustosi in umetnostnimi zgodovinarji.
Kot rečeno, je bilo po Mantuanijevem mnenju najpomembnejše poslanstvo modernega muzeja izobraževanje. V kontekstu muzejske umetnostne zbirke je bilo to poslanstvo vezano na predstavitev razvoja domače likovne ustvarjalnosti. Zdaj, preden gremo naprej, bi rada samo to pojasnila, da bom jaz tukaj zdaj od tle naprej stalno uporabljala to sintagmo domača umetnost, domača likovna umetnost, ki je seveda pa zdaj z nekega sodobnega umetnostno-zgodovinskega stališča seveda sporno oziroma nekaj, o čemer bi se morali pogovarjati, ne? Ampak jaz moram tukaj povedati, da so tako Mantuani kot drugi, ki jih bom danes omenjala in jih manj kot vire za rekonstrukcijo te razstave, izrecno uporabljali ta termin. Tako da v bistvu, ko govorim zdaj o domači umetnosti produkciji, govorim z besednjakom pravzaprav ljudi, o katerih govorim oziroma ki jih predstavljam. Vendar pa naj bi imela umetnostna zbirka, kot je razvidno iz njegovega neobjavljenega besedila Naš deželni muzej, poleg tega še eno pomembno nalogo, namreč nudenje estetskega užitka najširšim množicam in s tem povezano vzgojo splošnega okusa. Da bi muzej te dve nalogi lahko dosegel, mora biti njegova zbirka, kot pravi Mantuani, ustrezno izbrana in zaokrožena, preučena, obdelana in jasno poučno urejena in razstavljena. Prva zasnova tega besedila je nastala leta 1912, torej v istem letu, kot so se začele intenzivne priprave prenovljene razstave muzejske zbirke slik. Torej, lahko tole besedilo v nekem smislu razumemo kot predstavitev, rečemo temu, teoretskih izhodišč, ne le nove organizacije same muzejske zbirke, pač pa seveda tudi njene nove predstavitve. Pri urejanju zbirke in pripravi njene prezentacije sta sprva sodelovala muzejska asistenta Josip Mal in Ana Šifrer. Šifrerjeva je bila zadolžena za pripravo dokumentacije razstavljenih slik. Po 2 letih dela so se v začetku leta 1914 stvari nekoliko zapletle in Mantuani se je moral bolj dejavno osebno vključiti v priprave. Zaradi neustreznosti do takrat pripravljene dokumentacije je prevzel nalogo popravljanja in dopolnjevanja podatkov ter preverjanja atribucije posameznih nesigniranih del, za kar je bilo potrebno precej zamudnega dopisovanja. Delo mu je vzelo nekaj mesecev in čeprav so že v vmesnem času začeli pripravljati slike izbrane za razstavo, te priprave so obsegale čiščenje okvirjev, steklenih plošč in paspartujev ter pa izdelavo podnapisnih tablic. In poleg tega, da so začeli tudi že z vsemi ostalimi pripravami, potrebnimi za novo postavitev, to gre zlasti na adaptacijo obeh razstavnih dvoran, iz katerih so odstranili peči, pa noter napeljali centralno kurjavo, obeh so pobelili stene in v eno namestili predelno steno. Skratka, kljub temu, da so se vse te priprave začele že tudi v vmesnem času, ko je Mantuani pravzaprav še delal dokumentacijo za zbirko, je postalo jasno, da se ne bo moč držati predvidenega roka za otvoritev. Vse slike in večina podnapisnih tablic so bile potem v končni postavitvi razobešene šele do 24. aprila. Mantuani je 3 dni kasneje, 27. aprila, na predogled povabil dopisnike 3 časopisov, Laibacher Zeitung, Slovenca in Slovenskega naroda, ki naj bi novo urejeno razstavo slik predstavili najširši javnosti. Vendar pa je 28. aprila 1914 Mantuani po razstavi osebno popeljal le Josipa Dostala, ki naj bi napisal prispevek za Slovenca, in Franceta Kobala, ki naj bi poročal za Laibacher Zeitung. Za vodeni predogled se je po lastnih besedah odločil, ker naj bi bila taka splošna navada in ker naj bi bile tovrstne predstavitve potrebne. Obema je namreč razkazal novo postavitev, hkrati pa jima je razložil tudi, iz kakšnih znanstvenih temeljev je izhajal pri reorganizaciji zbirke slik in modernizaciji njene prezentacije. Povedal jima je tudi, da naj bi bile zadnje podnapisne tablice nared 2. maja, tako da pričakuje, da bo nova galerija za obiskovalce dostopna takoj naslednji dan. Oba dopisnika sta že naslednji dan vsak v svojem časopisu objavila novico o otvoritvi nove umetnostne galerije, ki naj bi bila v nedeljo 3. maja 1914. Dostal je, kot se izkaže ob zelo natančnem branju, ne samo njegovega članka, ampak tudi Mantuanijevih besedil,
v svojem prispevku precej natančno povzel Mantuanjevo razlago logike nove postavitve. Kobal pa je najprej objavil samo kratko novico o otvoritvi z zelo res skopim opisom narave nove postavitve, ki pa jo je potem nekaj dni kasneje nadgradil z zelo dolgim 3-delnim prispevkom. V njem je bralce spomnil na vso zgodovino poskusov vzpostavljanja umetnostne galerije na Kranjskem, podal nekaj kritičnih pripomb na novo postavitev in razstavo tudi obširno predstavu, pri čemer je navedel še vse, česar na tej razstavi ni, pa bi po njegovem mnenju moral biti. Oba pisca sta v svojih prispevkih izrazila tudi upanje po čim prejšnjem izidu spremljevalnega kataloga. Da imajo namen novo postavitev pospremiti tudi s katalogom, ima je na predogledu brez dvoma omenil sam Mantuani. Razlog za to je bil, poleg tega, da je bilo to seveda običajno, tudi dejstvo, da se je zaradi omejenih finančnih sredstev, ki so mu bila na voljo pri postavitvi razstave, estetskih vzrokov in pa tedanjih specifičnih kulturno-političnih razmer, Mantuani odločil, da bo na podnapisne tablice pri posameznih slikah umestil le najnujnejše informacije. Vendar pa se je iz različnih razlogov, zlasti seveda finančnih, dejanski izid kataloga ne samo zavlekel za več let, ampak ga Mantuani nikoli ni uresničil v obliki, kot ga je najverjetneje načrtoval. Izšel namreč ni kot samostojna publikacija, pač pa v obliki 2 prispevkov, ki sta leta 1923 in 1925 izšla v glasniku Muzejskega društva za Slovenijo. Pričemer tudi te 2 dela nista pokrila celotnega v prvotni obliki zamišljenega kataloga. Katalog, kot ga je načrtoval Mantuani, bi namreč moral zaobjeti vsa dela v novo urejeni zbirki slik in naj bi bil organiziran v 2 delih z dodatkom. V prvem delu, ki je bil mišljen kot pomoč obiskovalcu muzeja pri ogledu muzejske galerije, naj bi bila tako predstavljena le razstavljena dela, v drugem delu pa naj bi bila po abecednem redu imen posameznih avtorjev predstavljena še ostala dela iz muzejske zbirke. Mantuani je, ne glede na možnosti njene predstavitve v okviru muzejske razstave, torej zainteresirani javnosti želel predstaviti celotno umetnostno zbirko muzeja. V dodatku naj bi bili zbrani podatki o zgodovini posameznih slik in njihovih avtorjev. Taka zasnova kataloga ni presenetljiva, saj je Mantuani urejanje in naročevanje zbirke razumel kot znanstveno delo, katalog pa z njegovimi lastnimi besedami kot zbir vse plemenite usedline znanstvenega uspeha. Vendar pa mu, kot rečeno, nikoli ni uspelo objaviti celotnega kataloga, izšel je le njegov prvi del, torej seznam del, ki so bila na ogled obiskovalcu muzeja. Čeprav se je neustreznosti pogojev, ki so mi bili v muzeju na voljo za ureditev galerije, Mantuani zavedal že v času njene postavitve, se je vseeno lotil, saj je želel prebivalcem Ljubljane zagotoviti nekaj, česar še niso imeli, ustrezno predstavljeno javno zbirko slik. Zato je tudi postavitev iz leta 1914 razumel zgolj kot prvi korak k uresničitvi tega poslanstva in si v naslednjih 10 letih neprenehoma prizadeval za dopolnitev tako same zbirke, kot tudi ustreznejšo ureditev muzejske galerije. Zakaj je bila ureditev zbirke in njena prezentacija tako pomembna, dobro priča Mantuanijev odziv na željo Društva Narodna galerija, da bi prevzeli njen del leta 1918. Mantuani je v tem svojem odzivu poudaril, da gre pri muzejski zbirki sicer res za majhno zbirko, ki pa je, kot pravi, sklenjena in zaokrožena. Njena predstavitev je samostojna in sistematična, urejena kronološko in po umetnikih, zaradi česar dobro predstavlja obči pregled razvoja upodobljajoče umetnosti na Kranjskem od 16. stoletja do danes. Iste ideje je v naslednjih letih zagovarjal tako v različnih uradnih dopisih vezanih na samo zbirko, kot tudi v svojih objavljenih prispevkih. V enem od teh dopisov najdemo še enega od vidikov Mantuanijevega razumevanja vloge in pomena javne zbirke slik oziroma njene predstavitve. V njem je namreč poudaril, da ustrezno ureditev zbirke in njeno prezentacijo lahko zagotovi zgolj akademsko izobražen umetnostni zgodovinar in izkušeni muzealec, saj je samo ta usposobljen, da v zvezi s posameznimi deli razrešuje historična vprašanja in kavzalna medsebojna razmerja, ter da ugotavlja, kot je rekel, okolja različnih dob in psihočasa, v katerem so nastala posamezna dela.
Na podlagi teh ugotovitev na to lahko za muzejsko zbirko in njeno razstavo odbira dela, ki označujejo posamezno preteklo dobo. Čeprav gre v tem primeru, pri tem dopisu, za konkreten odziv na konkretne pobude, pa Mantuanijevo mnenje brez dvoma kaže na njegovo vpetost v kontekst takratnih sprememb na področju upravljanja javnih umetnostnih zbirk in njihove prezentacije. Pri tem ni šlo zgolj za dokončen prevzem skrbi za zbirke, ki so iz rok umetnikov tekom 19. stoletja počasi prehajale v roke umetnostnih zgodovinarjev, pač pa tudi za različne razstavne strategije, ki so se na prehodu iz 19. v 20. stoletje začele razvijati in se ene bolj, druge manj uspešno uveljavljati po evropskih in severnoameriških muzejih. Tule imam nekaj primerov zdaj iz teh starih, nekako zasebnih zbirk, nadvojvoda Leopold v Bruslu, pa potem je to ena od prvih postavitev Nacionalne galerije v Londonu. Potem preko, bom rekla, bolj nekih postavitev, ki so zdaj že bližje temu času, o katerem se zdaj pogovarjamo. Na levi strani imamo nekdanji Kaiser Friedrich muzeum v Berlinu, ki prikazuje nekaj, čemur muzeološka teorija reče period room, in pa potem tlele tako imenovana Rubensova dvorana v stare pinakoteke v Münchnu in pa potem končno tole. To gre pa za v bistvu postavitev takrat še moderne galerije na Dunaju, ki, torej iz 1903, ki je bila sigurno pravzaprav ideal, k kateremu je Mantuani tudi sam stremel pri svoji reorganizaciji. Zdaj, kako mu je to uspelo, bomo pa videli. Leta 1914 je bila torej v muzeju odprta muzejska galerija. Ob umanjkanju slikovnega gradiva, ki bi pričalo o dejanski postavitvi zbirke slike v Mantuanijevem času, si lahko na podlagi različnih pisnih virov ustvarimo le približno sliko o tem, kaj je v prostorih nove muzejske galerije pričakalo obiskovalca. Najbolj zanesljivo izhodišče za razumevanje izgleda samih prostorov in pa splošne razstavne strategije predstavljajo Mantuanijevi lastni opisi in pa opisi njegovih sodobnikov, zlasti seveda omenjenih Josipa Dostala in pa Franceta Kobala. Kot poudarja Mantuani v uvodu prvega dela svojega seznama, sama postavitev ni ustrezala sodobnim načelom razstavljanja. Celo razlaga, da kljub temu, da je vnaprej vedel, da ne bo mogel tega ideala nekako pravzaprav dosežta, se je kljub temu lotil postavitve, kot rečeno, ravno zato, ker se mu je zdel postaviti končno prvo javno zbirko tako blazno pomembno, da je nekako tle sklenil, bom rekla, ta strašen kompromis. Na voljo je imel namreč le 2 razstavni dvorani, zato je v želji, da bi obiskovalcem lahko predstavil čim več slik, te razobesil tudi izven za ogledovanje optimalne višine. Da so bile s tem, ko so bile, zdaj pa citiram, slike razobešene domala po vsej 6-metrski višini sten in zelo skupaj, skoraj kršena pravila v razstavljanju, konec citata, je poudaril tudi v svojem daljšem prispevku tudi Kobal. Kljub temu, izpostavlja v nadaljevanju, je potrebno razporeditev pohvaliti kot pregledno. K temu sta po njegovem mnenju brez dvoma prispevala tudi nevtralna, olivna barva sten in pa zahodna osvetlitev, ki je skozi bele zavese pronicala v razstavni dvorani. Vsaka slika je bila opremljena s podnapisno tablico s podatki o njenem avtorju, imenom in priimkom ter letnicama rojstva in smrti. Pri tem je bilo avtorjevo osebno ime zapisano v nevtralni latinski obliki, priimek pa v jeziku usklajenem s časom, v katerem je umetnik živel in deloval. Če je skopost na tablicah navedenih podatkov povezana s prostorsko stisko nove galerije, pa je Mantuani svojo odločitev glede uporabe jezika v podnapisih utemeljil s tedaj specifičnimi kulturno-političnimi razmerami, natančneje večkulturnostjo oziroma večjezičnostjo. Rešitev, v kateri se je zatekal, skratka ta kombinacija različnih jezikov v podnapisnih tablicah, naj bi bila po njegovem prepričanju usklajena s sodobnimi razstavnimi načeli, uveljavljenimi zlasti v muzejih izven nemških dežel oziroma tam, kjer vladajo, kot je rekel Mantuani, podobne razmere kot pri nas. Kobal je v zvezi s podnapisnimi tablicami posebej izpostavil, da te, dokler ne bo izšel spremljevalni katalog s podatki o lastništvu oziroma donatorju posameznega razstavljenega dela, obiskovalcev galerije za prvo orientacijo povsem zadostujejo.
Cilj razstave naj bi bil čim bolj ustrezno prikazati razvoj domače slikarske umetnosti in tuje vplive, ki so bili pomembni zanj, ter predstaviti domače podpornike umetnosti ter motive vezane na domače kraje. Čeprav oba obiskovalca izpostavljata, da je bilo zaradi prostorske stiske muzejskim obiskovalcem moč predstaviti le njen del, pa hkrati oba poudarjata tudi, da razstava kljub temu ustrezno predstavlja razvoj domače likovne umetnosti od sredine 17. stoletja do sodobnosti. Pri tem dosta ali zgolj na kratko izpostavi, da je bil kriterij pri odločitvi, katere slike umestiti na razstavo, njihova kvaliteta in da je sistematika same postavitve kompleksna. Razporeditev je bila namreč po eni strani zasnovana na podlagi kronološkega načela in opusih posameznih avtorjev, po drugi strani pa so bili predstavljeni tudi kot skupine, jasno, ne posamezni žanri. V okviru nove postavitve naj bi razstavljene slike ustrezno kontekstualiziralo tudi nekaj kipov. Nekoliko bolj obširno o sami postavitvi spregovori Kobal, ki pravi, da je že na podlagi hitrega pogleda moč ugotoviti, da so razstavljene slike razporejene, kolikor je bilo to izvedljivo sistematično po svojem avtorju, slogovni smeritvi in časovnemu obdobju, oziroma, kot pravi Kobal, v bistvu torej visi skupaj tisto, kar spada skupaj. Temu pravilu naj bi se postavljalec, pravi Kobal, odpovedal le, kadar so to narekovale dimenzije posameznih razstavljenih del, njihovo barvno učinkovanje in ujemanje z najbližjo okolico ali tesno motivno ujemanje z drugimi razstavljenimi deli. Natančna rekonstrukcija postavitve razstave je danes nemogoča. Katere slike so v resnici visele v razstavnih dvoranah 18 in 17, kamor so umestili muzejsko galerijo, in kako so bile razporejene po posameznih stenah, lahko sklepamo le približno. Gre za tiste dve tamle gor na vogalu. Slike piše noter. Če izhajamo iz objavljenega dela načrtovanega kataloga zbirke slik, ki predstavlja slike, ki si jih je obiskovalec muzeja v resnici lahko ogledal, potem lahko sklepamo, da je bilo na ogled 165 del. Prvo delo, tako imenovana dvodelna freska sredine 16. stoletja, je bilo razstavljeno že na hodniku pred vhodom v prvo razstavno dvorano. V tej je bilo nato razstavljenih 56 slik iz obdobja med nekako sredino 17. in sredino 19. stoletja. V drugi dvorani, ki je bila predeljena s predelno steno, na ta način je Mantuani pridobil dve dodatni razstavni površini, pa je bilo razstavljenih še dodatnih 108 slik, nastalih v obdobju 19. in v začetku 20. stoletja. Samo razporeditev lahko nekoliko natančneje poskušamo rekonstruirati s primerjavo Mantuanijevega seznama z mlajšim katalogom muzejske galerije, ki ga je za malo vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani iz leta 1931 prispeval Frances Tele. Ta sicer omenja precej manjše Moram kaj narediti? Počakajte eno uro stisem, kaj? Počakajte eno uro stisem. Okay. Frances Tele sicer omenja precej manjše število razstavljenih del, vendar pa njegova predstavitev muzejske galerije ni katalog, v katerem bi bila natančno in vsako posebej našteta vsa razstavljena dela, pač pa nekakšen pregled muzejske zbirke, ki mu je kot uvod dodal še opis razvoja likovne umetnosti v Sloveniji. Zato po eni strani posebej izpostavlja le posamezna dela izbranih avtorjev, po drugi pa pogosto skupno navaja več del enega ali več avtorjev, oziroma omeni celo le posameznega avtorja, ne pa tudi njegovega razstavljenega dela. Ker pa za omenjena dela navaja, v kateri dvorani in na kateri steni visijo, vključno s to predelno steno, lahko njegov opis primerjamo z Mantuanijevim seznamom in pri tem vsaj okvirno dobimo sliko prostorske razporeditve muzejske galerije iz leta 1914. Pri tej primerjavi je seveda potrebno upoštevati morebitne kasnejše spremembe, tako v naboru razstavljenih slik, kot tudi v njihovi razporeditvi. Vemo, da je bila zbirka potem jasno v času Prve svetovne vojne ni bila dostopna, potem je bila še nekaj časa zaprta, leta 26, potem že pod Mantuanijevim naslednikom Malom je bila spet odprta, s tem, da se ve, da je bila ena dvorana majčkeno predelana, tako da v bistvu tle je treba v bistvu biti zelo previden. Vendar pa je poskus rekonstrukcije muzejske postavitve že samo na podlagi seznama, tudi če ne kombiniramo pravzaprav s Teletovega vodnika, omejen
oziroma nujno nekaj, kar je treba vzeti z veliko rezervo. Namreč seznam je po svoji zasnovi linearen. Podatkov o tem, kako so bile slike dejansko razporejene po stenah v vertikalni smeri, pa ni. Ne glede na to, pa nekako pravzaprav iz teh dveh virov oziroma iz zelo previdnega kombiniranja podatkov lahko precej dobro rekonstruiramo na podlagi kakšnih izhodišč je Mantovani pripravljal prenovljeno predstavitev muzejske zbirke slik. Prvi temelj njegove razstavne strategije je bilo brez dvoma kronološka razporeditev. Obiskovalca je že na hodniku pred prvo razstavno dvorano pričakalo najstarejše delo, nato pa je z zaporednim ogledom slik razobešenih v obeh razstavnih dvoranah dobil pregled razvoja domače likovne umetnosti. Kolikor se je dalo, pač glede na razpoložljivo površino sten in na dimenzije posameznih razstavljenih del, ki jih je moral razporediti po njih, je Mantovani obiskovalcu predstavil opuse posameznih avtorjev kot celoto ali pa vsaj v nekih zaključenih vsebinskih skupinah. Pri tem se je zopet v mejah prostorskih danosti opiral na drugo načelo svoje razstavne strategije, namreč predstavitev posameznih žanrov. Te je predstavljal tako v okviru opusa posameznega avtorja, kot tudi v smislu zaporednega predstavljanja primerov posameznega žanra pri različnih avtorjih, naprimer portreti, krajine, sakralne prizori. Pri razporeditvi je očitno pazil tudi na to, da je skupaj razstavil slike, ki so bile vsebinsko povezane, naprimer portreti družinskih članov ali pa recimo izvirna slika pa njena kopija. Obe načeli razstavne strategije sta še posebno dobri uveljavljeni v prvi dvorani in v prvem delu druge dvorane, torej do te predelne stene. To je zaradi same narave zbirke oziroma njenega nastanka ter upoštevanju splošnega kronološkega načela pri zasnovi celotne postavitve nekako logično. V drugem predelu te druge dvorane so namreč prevladovala dela iz najnovejšega časa za tiste razmere, seveda, kar pomeni, da je bila logika njihovega pridobivanja za muzej in umeščenosti v opus posameznega avtorja precej drugačna kot pri starejših slikah. Povedano drugače, skratka, opuse vi lahko slikarjev, ki so živeli 100-200 let nazaj, lahko drugače predstavljate kot opuse enih avtorjev, ki so še zmeri živi in ki še zmeri delajo. V kontekstu rekonstrukcije Mantuanijeve razstavne strategije ob analizi njegovega seznama naletimo še na eno zanimivost. Če se je, kot rečeno, v prvi dvorani dokaj natančno držal kronološkega načela razstavljanja, se ta navidezno poruši pri zadnjih 10 slikah. Na podlagi primerjave s Teletovim vodnikom bi lahko sklepali, da je šlo za dela najverjetneje razstavljena na eni sami steni, torej skupaj kot neka celota. Zato se postavlja vprašanje logika tega odstopa od splošne kronološke strategije. Ob natančnem prebiranju posameznih Mantuanijevih kataloških opisov teh del se izkaže, da je šlo za bodisi za dela tujih šol, Mantovani recimo govori o Dunajski šoli, Beneško-Istrski šoli in tako naprej, bodisi za dela domačih avtorjev, ki pa so bile kopije izvirnikov tujih mojstrov, recimo Rafaela, Sebastiana del Piomba, Kristofana Alorija in tako naprej. Med njimi je recimo kar nekaj Langusovih kopij, ki pa ga Mantovani obiskovalcu z njegovimi izvirnimi, torej lastnimi deli predstavi šele v naslednji dvorani. Možna razlaga skupne postavitve teh slik se nakazuje v Dostalovem članku, ki je, kot sem že prej rekla, v primerjavi z obema Kobalovima verjetno bolj natančno, bom rekla, povzel v svojem članku to, kar je Mantovani razlagal, skratka njegovo vizijo tega, kako je bila postavljena razstava. Kot rečeno, Dostal izpostavi, da je bil namen nove postavitve poleg razvoja domače likovne umetnosti predstaviti tudi zanj pomembne tuje vplive in podpornike, ki so ga omogočili. Mantovanijev cilj bi torej pri teh 10 slikah, ki jih je nekako izpostavil, bil lahko recimo razstaviti bodisi dela tujih mojstrov, pri katerih so se navdihovali oziroma učili domači slikari, bodisi slike, ki jih je razumel kot odraz okusa tistih, ki so svojim vplivom in naročili vplivali na razvoj domače umetnostne produkcije. Možno je seveda jasno tudi združitev teh obeh ciljev. Potrditev nekako za to razlago dobimo tudi pri Mantuaniju, natančneje v uvodu njegovega seznama, v katerem je nakratko opredelil muzejsko zbirko. V tej opredelitvi posebej poudari, da so slike v njej raznovrstne in neenake kvalitete, njihovi avtorji so različnih narodnosti, izgotovljene pa so tudi v različnih slogih. Vendar pa pravi, zbirka prav s tem odraža realno sliko domačih razmer.
Zaradi specifičnih kulturno-političnih razmer v starejših časih, pravi Mantovani, se je namreč likovna umetnost na naših tleh razvijala bolj ali manj v odvisnosti od splošnih zahodnoevropskih umetnostnih smernic, šele v najnovejšem obdobju pa se razmere v tem pogledu nekoliko izboljšujejo in prihaja do samostojnih pojavov. Razvoj domače umetnosti so tako v veliki meri oblikovali bodisi v tujini šolani domači umetniki, bodisi tuji umetniki, ki so prihajali k nam. Kot pomembne za razvoj likovne umetnosti in estetskega okusa, ne samo lastnikov, pač pa tudi najširših slojev prebivalstva, pa Mantovani izrecno izpostavi tudi dela tujih mojstrov. Ne glede na to, kako natančna je lahko primerjava med Mantuanijevim seznavom in Steletovim opisom, ter posledično koliko teže lahko imajo zaključki, do katerih ta primerjava pripelje, pa je za razumevanje narave in pomena razstave muzejske zbirke slik iz leta 1914, oziroma natančneje razstavne strategije, na kateri je temeljila, vsekakor povedna primerjava še z enim vodnikom. Aha, tukaj smo izgubili Dežmana. Okay. Mogoče bo se pojavil. Skratka, Dežmanov vodnik po Kranjskem deželnem muzeju Rudolfinum v Ljubljani iz leta 1888. Iz njega je razvidno, da so bile v obeh obravnavanih dvoranah slike razstavljene že pred Mantuanijevo reorganizacijo. Hkrati pa je jasno tudi, da so bile razstavljene deloma druge slike in še bolj pomembno, na podlagi popolnoma drugačne razstavne strategije. V prvi dvorani, ki so jo takrat imenovali arhivska dvorana, je tako na stenah viselo 18 slik, poleg tega pa si je bilo v njej moč ogledati še izbor na Kranjsko vezanih arhivalij, tiskov, risb, miniatur in drugih dokumentov, razstavljenih v 4 vitrinskih omarah. V drugi dvorani je viselo na stenah še več slik. Skupno si jih je na vseh 4 stenah dvorane obiskovalec lahko ogledal kar 63. Tudi v tej dvorani pa je bilo poleg slik na ogled še drugo gradivo. V 3 dolgih dvojnih pultnih omarah je obiskovalec lahko videl reliefno upodobitev Gorenjskih Alp, zbirko zanimivih listin, redkih tiskov, vezanih na Ljubljano in Kranjsko, ter tiskovine iz časa francoske okupacije našega ozemlja. To spremembo, namreč, da so bile slike prej razstavljene skupaj z drugimi predmeti in neurejeno, v svojih prispevkih omenjata tako Dostal kot Kobal. Na videz se lahko s to ugotovitvijo strinjamo, vendar pa so vzroki za spremembo med umestitvijo slik v starejšo muzejsko postavitev in novo muzejsko galerijo veliko bolj temeljni kot zgolj želja po upeljavi reda v muzejsko postavitev. Čeprav je tudi Mantovani sam kot pomembno nalogo ne le v okviru reorganizacije posameznih muzejskih zbirk, pač pa tudi v upozavi s prenovo njihovih predstavitev izpostavil sistematizacijo, gre namreč pri omenjeni spremembi v resnici za konceptualni premik. Da ga bomo lahko razumeli vsej njegovi globini, se zato najprej vrnemo k stari postavitvi. Ta Zadostala in Kobala mora biti res, rečemo temu, neurejena umestitev slik v obe dvorani, je namreč seveda rezultat dobro premišljene razstavne strategije. Je pa res, da so slike umeščene vanjo, torej, da slike umeščene vanjo ne igrajo iste vloge kot potem slike v novi galeriji. V prvi dvorani je bilo, kot sem rekla, med 18 razstavljenimi slikami 8 portretov avstrijskih regentov, hkrati pa še 3 portreti drugih vladarjev. Poleg tega so bili tu razstavljeni še portreti dostojanstvenikov cerkvenih ustanov na Kranjskem in pomembnih ljubljanskih meščanov, ter zgodovinska alegorija Ilirija oživljena in portreti 3 otrok udeležencev mirovnega slavja v Ljubljani 1814. Če upoštevamo dejstvo, da je bilo v vitrinah razstavljeno pomembno arhivsko gradivo in publikacije vezani na cerkveno zgodovino, kranjsko plemstvo, vojsko, sodstvo, javno upravo ter gradivo vezano na slovenski jezik, poleg tega pa še pečati, novci, medalje in odlitki v mavcu, postane jasno, da so bile omenjene slike v muzejsko postavitev umeščene kot zgodovinski viri in ne kot umetnostna dela. Podobna ugotovitev velja tudi za drugo razstavno dvorano. Relief za Kranjsko značilne gorske pokrajine ter dokumentarno gradivo vezano na Kranjsko in njeno preteklost, razstavljene v uglednih omarah, so spremljane slike, ki so večinoma prikazovale vedutne motive z področja kranjskih in sosednjih dežel, portrete kranjskih mestnih in cerkvenih veljakov ter znanstvenikov. Tudi v tej dvorani slike s svojimi slogovnimi in motivnimi značilnosti niso predstavljale razvoja domače likovne umetnosti,
pač pa so prikazovale naravne in kulturne značilnosti domače Kranjske ter osebnosti, pomembne za njen politični, religiozni, kulturni in znanstveni razvoj. Če lahko razstavno strategijo stare postavitve razumemo kot zgodovinsko, pa je Mantuanijeva brez dvoma umetnostno-zgodovinska. V okviru nove postavitve je v obe razstavni dvorani umestil izključno slike, oziroma, če upoštevamo še tiste mavčne odlitke, umetnostna dela. Slike, ki jih je predstavil obiskovalcu, je skrbno izbral iz muzejske zbirke ter jih s premislekom razporedil po obeh prostorih. Na ta način je omogočil sistematičen in jasen pregled razvoja domače likovne umetnosti. Z drugimi besedami, namesto v prostore, kjer bi ga pričakala predstavitev zgodovinskega razvoja Kranjske, je obiskovalec vstopil v galerijo. Čeprav ta ni bila niti vsebinsko, niti prostorsko organizirana čisto tako, kot si je želel Mantuani, pa je tako za vedoželjne prebivalce Ljubljane, kot tudi obiskovalce od drugod predstavljala bistveno, predvsem pa dolgo pričakovano novost. Kot je v svojem daljšem prispevku, v katerem je, kot sem že rekla, ponovil celotno zgodovino prizadevanj za vzpostavitev umetnostne zbirke na Kranjskem, poudaril Kobal, je bil že prvi vtis ob vstopu s svetlobo obsijani dvorani 17 in 18 dobrodejen in je upravičil najboljša pričakovanja. Ja, reklamo. Okay. Mantuani je pri načrtovanju nove postavitve poleg kronološkega načela upošteval še druga izhodišča modernega razstavljanja. Kot je pojasnil v že omenjenem neobjavljenem besedilu Naš deželni muzej, je poslanstvo modernega muzeja izobraževanje, njegov predpogoj pa poučnost. To pa se da doseči le s primerno predstavitvijo muzejskih predmetov, ki sami zase ne morejo govoriti. Zato, da spregovorijo, jih je potrebno bodisi pospremiti z bistvenimi podatki in drugimi zanimivimi informacijami, bodisi jih je potrebno razstaviti v ustreznem kontekstu. Tole je v bistvu zdaj eden od redkih posnetkov, ki je ohranjen, iz katerega lahko vidimo, kako so bile urejene zbirke prav v času Mantuanija. Gre sicer za etnološko zbirko, ampak vidimo pravzaprav dobro to, o čemer Mantuani govori. Skratka, on pravi, da je treba predmete bodisi seveda opremiti z informacij, bodisi kontekstualizirati. Kontekstualiziraš jih pa na ta način, da jih postaviš v, bom rekla, skupaj z drugimi podobnimi tovrstnimi, zato da pa seveda lahko gledalec dobro primerja. Skratka, in to, kar si zdaj v tej vitrini na podlagi delov Noše predstavljamo, lahko razumemo, da je bil njegov cilj jasno tudi pri ureditvi muzejske galerije. In zato lahko ugotovimo, da ravno ta njegova pravzaprav želja, ali pa ta ideja je bila tista, ki jo je treba razumeti kot, bom rekla, bistveno ali pa merodajno za to njegovo združevanje posameznih razstavljenih slik, bodisi po žanrih, pa po vsebinskih sklopih, o čemer sem prej govorila. Če je linearnost Mantuanijevega seznama oteževalna okoliščina pri poskusu rekonstrukcije postavitve razstave slik za nas, do nas, pa bi bila verjetno za obiskovalca muzejske galerije po drugi strani lahko v nekem smislu celo dobrodošla. Ko se je soočal v več pasovih razporejenimi slikami, bi bile namreč prav seznam tisti, ki bi njegovo pozornost usmeril na smiselne skupine razstavljenih del ali celo priporočal vrstni red ogledovanja. Kako lahko umestimo Mantuanijevo razstavno strategijo v širši kontekst splošnih trendov na področju muzejskega razstavljanja na začetku 20. stoletja? Mantuani je v različnih dokumentih, ki jih je kot ravnatelj naslavljal na najrazličnejše inštance in v strokovnih besedilih, večkrat izpostavil svoje poznavanje razmer v drugih evropskih muzejih. Tako je v enem od dokumentov iz leta 1918 poudaril, da je bil že v času svojega službovanja v dvorni knjižnici na Dunaju v stiku z drugimi dvornimi, univerzitetnimi, mestnimi in celo privatnimi zbirkami, poleg tega pa je preučil delovanje vrste osrednjih in regionalnih muzejev tako v Avstriji kot tudi v tujini. Ob svojih idejah za rešitev problema stiske z muzejskimi prostori je vedno znova omenjal ameriške muzeje oziroma njihovo zasnovo, ki se mu je zdela idealna za sodobni muzej. V svojem članku o domovinskem varstvu pa je na primer kot primere Skansna, pri katerih bi se morali zgledovati pri organizaciji tovrstnega muzeja v Ljubljani, omenjal podobne muzeje v Köbenhavnu, Innsbrucku, Trebiču in Rožnogu.
Ti sklici na tuje muzejske ustanove nažalost ne zadostujejo, niti zato, da bi bili v vseh primerih prepričani, za katere konkretne muzejske ustanove gre, niti zato, da bi vedeli, ali si jih je Mantovani uspel ogledati sam ali pa jih je poznal samo preko literature. Da bomo lahko kolikor toliko zadovoljivo odgovorili na to vprašanje, bo torej potrebno še velikega primerjalnega dela. Za uvod se zdi najbolj smiselna uporaba zaenkrat, saj jaz sem zaenkrat najdla samo en konkreten namig o tem, na kaj se je naslanjal pri svoji reorganizaciji muzejske zbirke slik in njeni novi postavitvi. V njegovi zapuščini so se ohranile 3 zasnove za kartotečne liste, na katerih je očitno želel sistematizirati podatke, vezane na slike iz muzejske zbirke. Iz njih je razvidno dvoje. Sami kartotečni listi dokazujejo, da je Mantovani po otvoritvi nove postavitve muzejske zbirke slik v resnici takoj nadaljeval njeno urejanje, hkrati pa te podatki na teh 3 zasnovah nudijo tudi zanimive namige, pri kateri sočasni umetnostni zbirki oziroma njeni postavitvi se je zgledoval. Glede na zapise na hrbtni strani vseh 3 zasnov lahko sklepamo, da jih je Mantovani oblikoval v času med 13. julijem in 17. avgustom 1914, kratki po otvoritvi razstav in by the way med dopustom. Še bolj pomembni so podatki, ki jih je poleg datuma zapisal na 2. in 3. zasnovi. Drugo zasnovo je namreč, saj tako piše odzadaj, priredil tako, da bi se jo dalo primerjati s katalogom Dunajske državne galerije. Na 3. pa je napisal, da gre za zasnovo, ki jo je poslal v pregled kolegi Dernhoferju na Dunaj. Kot je razvidno tudi iz ohranjene korespondence iz tega časa, se je torej Mantovani že leta 1914 intenzivno ukvarjal s pripravo kataloga muzejske zbirke. V okviru priprav je želel oblikovati tudi inventarni list, na podlagi katerega bi bilo mogoče dovolj natančno identificirati posamezno delo iz zbirke, kot je rekel sam. Svojo zasnovo inventarnega lista je sicer oblikoval na podlagi potreb muzeja, hkrati pa se je želel o tem strokovnem vprašanju posvetovati z nekaterimi kolegi in začel naj bi prav z Dernhoferjem. Skoraj istočasno kot Dernhoferju je pisal tudi Ladislavu Benešu, čigar dela je nekaj let pred tem pridobil za muzejsko zbirko, njegovo upodobitev Triglava pa je uvrstil tudi na razstavo. Tukaj zdaj vidimo to sliko, njegov torej listek, ta list dokumentarni in pa od spodja objava iz kataloga. V pismu je Benešu razložil, da pripravlja katalog, za katerega potrebuje zanesljive in avtentične podatke, zato ga vljudno prosi, da njegove rojstne podatke ter podatke v študiju in opusu Temu je Beneš tudi poslal. Odzval pa se je tudi Dernhofer, ki je Mantoaniju poslal primer inventarnega lista, ki ga je uvedel v Avstrijski državni galeriji. Zanj Mantovani ugotavlja, da se v večji meri ujema z njegovo lastno zasnovo, le razporeditev podatkov je nekoliko drugačna. Kako se je na to nadaljeval Mantovanijev načrt vpeljave inventarnih listov za muzejsko galerijo slik in ali se je obrnil še na kakšno drugo muzejsko ustanovo na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva, trenutno ni mogoče rekonstruirati. Vendar pa na podlagi vsega skupaj vseeno lahko precej gotovo sklepamo, da se je Mantovani ne le pri načrtovanju reorganizacije muzejske zbirke, pač pa tudi pri zasnovi njene nove postavitve vsaj deloma oziral k ureditvi 2 leti prej ustanovljene Avstrijske državne galerije. Ta povezava je logična zbirskega kot tudi čisto osebnega vidika. Pa dajmo se najprej lotiti tega osebnega. Ko Mantovani, direktorja Avstrijske državne galerije Friedricha Dernhoferja v svoji korespondenci imenuje kolega, to ni zgolj neka vljudnostna fraza, saj sta se osebno poznala. Najverjetneje sta se spoznala že v času študija, saj sta približno istočasno študirala umetnostno zgodovino na Dunajski univerzi pri Francu Wyckofu. Kasneje pa sta svojo službeno pot oba začela v isti ustanovi, Dunajski dvorni knjižnici. Oba sta se zaposlila v grafični zbirki, ki jo je leta 1896 Dernhofer kot vodja tudi prevzel. Mantovani pa se je približno v istem času posvetil urejanju in popisu glasbenih rokopisov, kar je vodilo v ustanovitev samostojnega glasbenega oddelka, ki ga je Mantovani potem tudi prevzel. Leta 1909 sta se spet oba iz knjižnice preselila v muzejski ustanovi. Dernhofer je prevzel vodenje novo ustanovljene moderne galerije,
kasneje Avstrijske državne galerije, Mantovani pa je vodenje deželnega muzeja za Kranjsko. Oba sta takoj začela z reorganizacijo vsak svoje muzejske ustanove, pri čemer je bila galerija Dörenhoferjeva edina naloga, Mantovani pa je poleg zbirke slik moral voditi tudi reorganizacijo ostalih muzejskih zbirk. Mantovanijevo oziranje k Avstrijski državni galeriji pa se v kontekstu njegove lastne reorganizacije muzejske zbirke slik kaže tudi logično tudi vsebinsko. Dunajska galerija je bila z imenom Moderna galerija leta 1903 ustanovljena kot odgovor na potrebo po vzpostavitvi državne zbirke sodobne avstrijske in tuje umetnosti, na katero so od preloma stoletja dalje opozarjali člani secesije. Vendar pa si je njen prvi ravnatelj, to je bil ravno Dörenhofer, zastavil precej širši cilj, vzpostavitev državne galerije, ki bi javnosti predstavljala neprekinjen razvoj avstrijske umetnosti od njenih začetkov do sedanjosti. Njegov program, ki ga je leta 1910 poslal na pristojno ministrstvo in ga je javno podprl tudi Max Dvoržak, takrat še v vlogi generalnega konzervatorja, je bil sprejet in leta 1912 se je galerija preimenovala v Avstrijsko državno galerijo. Da je bila vzpostavitev javne galerije, ki bo skrbela za predstavitev razvoja avstrijske umetnosti, nujna tako stališča splošnega razvoja muzejskih zbirk, kot tudi njihovega razvoja v Avstriji, je istega leta v daljšem prispevku spet poudaril tudi Dvoržak, ki je takrat hkrati Dörenhoferja izpostavil kot strokovnjaka, ki bo lahko, če se mu le omogoči nekaj let strokovnega dela in vodenja, izpolnil to nalogo. Program delovanja galerije je oblikoval tako, da je odgovarjal posebnim razmerjam v Avstriji in naj ne bi bil zgolj inačica nekega programa vodilnih evropskih zbirk. Njegov cilj je bil namreč predstaviti izoblikovanje in značaj nove avstrijske umetnosti. Da bi ga lahko dosegel ta cilj, bi morali zbirko oblikovati na podlagi premišljenih kriterijev, predvsem pa združiti zbirko moderne umetnosti z deli iz starejših obdobij, saj bi le tako lahko predstavili tudi starejše razvojne tendence, ki so priljale do njenega nastanka. Dörenhofer je sicer 1915 zapustil galerijo, vendar pa je bil Dvoržak prepričan, da je njegov program, ki ga je vsaj v grobem izpolnil, tako jasen in zanesljiv, da ga bodo lahko nadgrajevali njegovi nasledniki. Ob jasnem zavedanju, da se razumemo, da gre seveda za dve zbirki, ki sta se v marsikaterem pogledu precej razlikovali, in hkrati ob zavedanju, da zaradi tako njune nadaljne usode, kot tudi zaradi narave arhivskega gradiva, v bistvu je zelo težko narediti zelo dobro rekonstrukcijo tega, kako sta zbirki oziroma njuni predstavitvi v nekem točno določenem časovnem preseku izgledali, pa se mi zdi ta primerjava vseeno v nekem muzeološkem kontekstu zelo povedna, zaradi podobnosti in hkrati tudi zaradi specifik. V obeh primerih je šlo za zbirki, ki sta se na novo, če lahko temu tako rečemo, vzpostavljali iz starejših zbirk, pri čemer je Dunajska vsaj deloma nastala iz nekdanjih plemiških oziroma cesarskih zbirk, Ljubljanska pa je imela svoje začetke v kulturno-zgodovinski zbirki deželnega muzeja. V primeru Dunajske je šlo sicer za samostojno umetnostno zbirko oziroma galerijo, bi temu rekla, medtem ko je bila Ljubljanska le ena od muzejskih zbirk. Nalogo vzpostavitve, ureditve in javne predstavitve obeh zbirk sta leta 1909 prevzela muzejska strokovnjaka, ki sta vsak v svojo ustanovo prišla z dolgoletnimi izkušnjami urejanja in vodenja dvornih zbirk. Kot umetnostna zgodovinarja sta vsak svojo zbirko zasnovala tako, da bi ta kar najbolje odražala nepretrgan razvoj domače likovne umetnosti. V primeru Dunajske galerije je bilo jasno, da je bilo govora seveda o avstrijski nacionalni umetnosti, pri tem, da je to seveda tudi sam po sebi zelo problematičen izraz, ampak danes nimamo časa se s tem ukvarjati. Mantovani pa je najprej, to pomeni zlasti pred letom 1918 in v svojih objavljenih spisih in v svojih dopisih in tako naprej, govoril izključno o domači umetnosti, skratka to je sintagma, ki jo je on uporabljal. Kasneje, to pomeni po 1918, pa je v posameznih primerih govoril tudi o slovenski umetnosti. Oba sta si zato prizadevala tako za odkup kvalitetnih sodobnih del, kot tudi za popolnitev obeh zbirk z relevantnimi starejšimi deli. Dörenhofer je, kot rečeno, leta 1915 zapustil Dunajsko galerijo, njegovo delo pa so nadaljevali drugi.
mogoče kot zanimivost, ne, prvi njegov naslednik je bil Franz Martin Haberdizel, ki je ravno tako prišel iz dvorne knjižnice, oziroma celo je bil vodja grafične zbirke, kar je postal zato, ker je Dönhofer odšel v državno galerijo. Ta zbirka je v naslednjih desetletjih doživela precej upravnih in organizacijskih sprememb, kar se je odražalo tudi na njeni prezentaciji in je ena zgodba v bistvu zelo komplicirana in pravzaprav bi zahtevala precej natančno, bom rekla, obravnavo, za katero tukaj le nimamo časa. Po drugi strani je v Ljubljani Mantovani po 5 letih od prevzema naloge reorganizacije Ljubljanskega muzeja del zbirke slik uspel predstaviti javnosti. Pri tem se je, kot sem povedala, skušal, kolikor so mu to jasno omogočali prostorski, finančni in drugi pogoji, držati sodobnih muzeoloških smernic. Zato je za predstavitev zbirke izbral razstavno strategijo, za katero se je v sodobni strokovni literaturi uveljavilo poimenovanje umetnostno-zgodovinska. Ta postavitev združuje kronološko načelo razporeditve in tematsko združevanje. Njen ideal, ki izhaja iz prepričanja, da mora vsako likovno delo delovati samostojno, je postavitev v enojni niz na steni, ki mora biti nevtralne barve v višini obiskovalčevih oči. To vidimo, oziroma to smo videli, da mu ni uspelo. Ne? Po skoraj 10 letih nadaljnega dela na zbirki in njeni predstavitvi je Mantovani izdal še katalog, pri katerem se je zopet v mejah tistega, kar mu je bilo takrat omogočeno, tudi držal najnovejših strokovnih smernic. Vsako delo, ki ga je uvrstil v svoj seznam, je tako pospremil z naborom relevantnih umetnostno-zgodovinskih podatkov. Okay. Bomo poskusili še enkrat. Čeprav je na koncu drugega dela njegovega seznama napisano obetajoči dalje, v smislu se nadaljuje, pa se je z njim, torej s tem drugim delom kataloga, zgodbo umetnostne galerije v okviru Deželnega muzeja, tako kot si jo je zamislil Mantovani, na nek način zaključila. Že pred samim izidom tega prispevka so Mantovanja upokojili. Čeprav se je ob tem, torej ob upokojitvi, skušal zagotoviti možnost, da bi dokončal vsaj katalog, do tega nikoli ni prišlo. Precejšnje spremembe pa so se napovedovale tudi zbirki sami. Kot navaja v svoji avtobiografiji, so se že ob razstavi leta 1914 prvič pojavili zelo jasni glasovi proti temu, da bi muzej sploh potreboval umetnostno zbirko. To naj bi bilo po Mantovanijevem mnenju povezano predvsem s takrat še neformalno skupino posameznikov, ki si je že nekaj časa prizadevala za ustanovitev Narodne galerije. Pobude za vzpostavitev posebne umetnostne zbirke oziroma muzejev, v katerem bi bila zbrana in predstavljena narodna umetnost, so se sicer na Kranjskem začele pojavljati že na prelomu stoletja, pri čemer pa je šlo sprva za bolj ali manj idejni, predvsem pa politični projekt, saj kasnejša Narodna galerija ni nastala, oziroma ideja kasnejše Narodne galerije ni nastala na podlagi že nekih obstoječih zbirk ali pa zbirke, ampak se je dejansko najprej oblikovala kot neka vizija idealne zbirke slovenske umetnosti. Ko je bilo kasneje, leta 1918 ustanovljeno Društvo Narodna galerija, pa so že lahko v svojih pravilih zapisali, da namerava društvo v javni umetnostni galeriji, ki jo ima namen ustanoviti, združiti vse že obstoječe umetnostne zbirke. Poleg muzejske zbirke Deželnega muzeja, še zbirko Škofijskega muzeja, katerega zbirka je bila tudi v hrambi v Deželnem muzeju, in pa zbirko, ki jo je oblikovala mesto Ljubljana. Pritiski glede muzejske zbirke so se od ustanovitve društva dalje krepili. Že leta 1918 je prišla na deželni odbor pobuda, da bi del muzejske zbirke prišel v last galerije, ki pa jo je Mantovani na podlagi strokovnih argumentov odločno zavrnil. Podobni predlogi, čeprav ne tako zelo neposredni, so se vrstili tudi v naslednjih letih, vendar jim je Mantovani vedno znova argumentirano nasprotoval, pri čemer sta bila njegova glavna pomisleka dva. Prvič, da je društvo skupina zasebnikov in ne javna ustanova. To dejstvo je izpostavljal kot pomembno v luči tega, kako je on razumel poslanstvo muzeja, in sicer je poslanstvo muzeja izobraževanje najširše javnosti,
Poleg tega pa je imel pomisleke tudi nad tem, kdo bi skrbel za to zbirko, tako v smislu neke zbiralne politike, jasno on gleda to z umetnostno-zgodovinskega vidika in pa jasno tako z vidika preučevanja in strokovne obdelave. Skratka, ta ideja, oziroma to vprašanje je bilo za njega zelo pomembno, a bo zdaj to zbirko vodil nek akademsko izobraženi umetnostni zgodovinar ali umetnika, o čemer sem že prej govorila. Druga stvar, ki jo je poudaril, pa je to, da društvo v resnici nima lastnih prostorov, kjer bi ustrezno hranili in predstavljali zbirko. Skratka, njegovo izhodišče je bilo, čeprav v muzeju niso idealni prostori, ampak vendarle imamo neke prostorske predpogoje. No, do časa Mantuanijeve upokojitve so se razmere zelo spremenile. Društvo je reformiralo svoje delovanje, z rastjo njegovega fonda so v ospredje vse bolj vstopali tudi muzejski vidiki, bom rekla, dela z njim in pa jasno s pridobitvijo prostorov v Narodnem domu se je nakazovala tudi rešitev tega zadnjega problema, ki je Mantuanija skrbel, to pomeni prostorski problem. Že nekaj dni po Mantuanijevi upokojitvi je Izidor Cankar, eden najvidnejših in najbolj dejavnih članov Društva Narodna galerija, pisal njegovemu nasledniku Josipu Malu in ga prosil, naj muzej prepusti večino umetniške zbirke Narodni galeriji. Mal je bil predlogu načeloma naklonjen in je imel nekaj pogojev. Zaradi različnih vzrokov se je sicer potem prenos za nekaj let zamaknil. Odnos o prenosu izbranih predmetov muzejske zbirke je tako potrdila šele uprava Dravske Banovine leta 1931, Narodna galerija pa je 82 predmetov prevzela 2 leti kasneje. V istem letu je prevzela tudi 22 predmetov Škofijskega muzeja, ki jih je hranil muzej v Ljubljani. Leta 1934 je iz muzeja v galerijo prišlo nadaljnjih 21 umetnin, leta 1947 pa še 566 slik in 226 kipov. Precejšnji del muzejske umetnostne zbirke je tako dokončno prišel v fond Narodne galerije, ki in v bistvu pravzaprav predstavlja enega od pomembnih segmentov te naše nacionalne galerije še danes. Za zaključek poskusimo potegniti črto pod 15-letnim obdobjem, ko je nad zbirko slik Deželnega muzeja bdel Josip Mantuani. Če je Wilhelm Wegbeker v 3. izdaji svojega priročnika o skrbi za umetnost v Avstriji iz leta 1902 ocenil, da muzejska zbirka slik obsega 170 slik brez posebne umetniške vrednosti, je Mantuani 20 let kasneje v svojem predavanju na prvem kongresu jugoslovanskih arheologov in strokovnjakov sorodnih strok v Beogradu, v katerem je predstavil delovanje Ljubljanskega muzeja, muzejsko zbirko slik lahko že upravičeno predstavil kot pomembno in obsežno. Za slike je navedel, da jih je v zbirki okoli 600, poleg tega pa naj bi muzej hranil tudi okoli 1500 risb. Kot je že še 10 let kasneje poudaril France Tele, muzejska umetnostna zbirka tudi nudi doslej največji pregled umetnostnega ustvarjanja v Sloveniji in jo tudi imenuje pravzaprav kot nekaj, kar poleg tega, kar bo kasneje nastalo Narodna galerija, predstavlja eno, bom rekla, zelo pomembno celoto. Hkrati pa je celo Stele izpostavil, da je po začetnih prizadevanjih zbirko v večji meri zbral in sistematično uredil, nadgrajeval in javnosti prvič predstavil prav Josip Mantuani. Torej, v bistvu ta ideja, da gre za čas Mantuanijevega ravnateljevanja v resnici za zlato dobo te zbirke, pravzaprav ni zdaj samo neka sodba, rečemo temu nas sodobnih raziskovalcev, ampak pravzaprav je stroka to v nekem smislu prepoznala že pred časom, torej v bistvu že v času njegovega življenja. Z predstavitvijo muzejske zbirke slik v 2 dvoranah takratnega Deželnega muzeja leta 1914 je torej tudi Kranjska, če ne že čisto v izvedbi, pa vsekakor v ideji dobila svojo predstavitev slik, urejeno po načelu umetnostno-zgodovinske razstavne strategije. Z drugimi besedami, sicer res v okviru muzeja, a vseeno je dobila javno galerijo. Hvala.